Danes v Pomurskem dnevniku. Multimat v Razkrižju. Podaljšanje ukrepov. Derbi Mure z Olimpijo. Poslovanje Ceropa. Vreme, jutri bo večinoma jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V občini Razkrižje je zaživela ekozdrava vaška tržnica z multimatom, kjer prodajajo izdelke in pridelke lokalnih ponudnikov. Gre namreč za projekt, s katerim občina želi podpreti domače pridelovalce hrane in njihove proizvode. Zanimiva ideja za nakup lokalnih dobrin prihaja iz razkriške občine, kjer najdemo multimat, v njem pa številne lokalne sveže dobrine, kot so kis, paradižnik, paprika, kumarice, domač med. Ideja je izvirna in praktična ter uporabna za kupce. Je to en konkreten prispevek občine k spodbujanju domačih pridelovalcev in proizvajalcev hrane. In ni to samo nekaj bla bla, ampak da dejansko nekaj konkretnega napravimo. Pa res, da smo sedaj zaenkrat zaprti v svoje občine, pa so kljub vsemu ljudje, naši ponudniki zadovoljni, ampak garantiram vam, ko bodo meje odprte, bodo pa zelo zadovoljni. Tako da sem prepričan in verjamem v ta projekt. Kupci željen lokalni izdelek enostavno kupijo z vnosom denarja in s pritiskom na gumb. Tako je domač paradižnik že v rokah kupca. Ljudje se tukaj pač ostavijo, ki mogoče domov ne pridejo, pa tukaj vzamejo, pa probajo, pa vidijo, če jim ustreza, pa še pridejo. Sam multimat pa ni enostaven in praktičen le za kupce, pač pa tudi za ponudnike. Ti imajo namreč nad multimatom nadzor preko pametnega telefona. Oni imajo tu lep pregled preko teh mobilnih aplikacij, kakšna je njihova zaloga, koliko je bilo skasirano dnevno in tako naprej, da potem ni treba tu stalno biti poleg. Tako da jim je to res ena velika spodbuda in so začeli tudi ljudje verjeti, da to je koristno. S tržnico je zelo zadovoljna tudi Ivanka iz ekološke kmetije Fortner. Imamo tudi tako rejeno, ko vidimo zalogo na računalnike, nekaj spremljamo, pa se trudimo, da bi naši ljudje čim boljše pa čim bolj zdravo jeli. Z nakupnim odločanjem pri izbiri hrane lokalnega izvora lahko korak v to smer naredimo vsi. K temu je pozval tudi minister za kmetijstvo. Morda s tem svojim nakupnim odločanjem za nakup lokalne hrane pomagali morda sosedovi družini, ki od tega morda živi. Multimat, ki so ga v Razkrižju postavili kot del lokalno ekozdrave tržnice, skrajša tudi čas, ki bi ga pridelovalci porabili za prodajo. Odzivi domačinov pa so odlični. Ja, jaz sem ga že preizkusil, včasih kaj zmanjka doma, pa grem potem na njega pa dvignem ali zelenjavo, ali kis mi je zmanjkal, pa sem ga kar tu ven šel vzeti, tako da pride prav. Jaz sicer nekaj novega na vasi, ne? Jaz sem sicer živel 37 let v Mariboru, tako da sem na neke avtomate kar navajen, ampak se pa človek na vse navadi, ne? In vedno vsaka nova pridobitev prav pride. In kaj župan ob tem pomeni največ? Najbolj sem pa vesel, da mi reče, župan, zadovoljni smo. In to mi je največja spodbuda za ta projekt. Uredili so tudi samo postrežno tržnico, kjer za evro dobite vrečo domačih jabolk, načrtujejo pa še vzpostavitev celovite tržnice z izdelki lokalnih ponudnikov. Ko bo projekt zaključen, predvidoma prihodnje leto, bo na tem mestu tako še večje število stojnic, klopi, mize in sanitarni prostori. Kot pravi župan, vse, kar tržnica mora imeti. Včeraj je bila na vladi sprejeta odločitev o podaljšanju nekaterih ukrepov. Za 7 dni se podaljša zaprtje nenujnih trgovin in prepoved ponujanja kulturnih storitev. Glede na trenutno epidemiološko stanje je vlada včeraj sklenila, da za teden dni podaljša naslednje omejitve. Za 7 dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki se nanašajo na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, na začasno prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom. Za 14 dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev vezanih na odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.
Ob tem pa so izjeme lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke in pošte, zavarovalniške storitve, dostavne službe ter servisne dejavnosti, v katerih se upravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil ter koles. Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev na daljavo. Z včerajšnjim dnem je vlada potrdila predlog zakona o davku na motorna vozila. Po sedanjem zakonu bi namreč povprečni davek na motorna vozila znašal 460 evrov. Po novem predlogu zakona pa bo ta znašal 160 evrov, kar dejansko pomeni 3-krat manjše davčno breme. Ta davek, ki danes temelji tudi na vrednosti vozila, ki temelji predvsem na moči motorja, se bo spremenil, in sicer tako, da bo osnovni in najpomembnejši kriterij emisijski standard, kar pomeni, kakšno je onesnaževanje, vrsta goriva, izpust CO2, do določene mere tudi moč motorja. Električna vozila ne bodo obdavčena oziroma za njih velja davek nič. Z drugimi besedami, Slovenija s tem davkom dejansko udejanja prvič, da je treba motorna vozila obdavčevati v skladu z evropskimi standardi. To pomeni, koliko v odvisnosti na okolje oziroma onesnaževanje okolja. In drugo, da bistveno znižuje vse obdavčitve za veliko večino motornih vozil. Na Fazaneriji nas jutri čaka derbi 12. kroga, v katerem se bo Mura pomerila z Olimpijo. Prvo letošnje srečanje se je končalo brez zadetkov in z delitvijo točk. Prvoligaške zelenice bodo ponovno zaživele, saj je reprezentančne pavze konec. Kako so jo izkoristili Muraši? Ja, verjamem, da so zelo dobro fantje izkoristili ta premor, da smo se spočili in smo se zdaj pripravljeni na nadaljevanje prvenstva. Ker smo imeli normalna 2 tedna treningov, smo v bistvu naredili tisti del, kaj bi ga mogli takrat narediti, tako da mimo tega ne moremo, s tem smo se sprijaznili in to smo sprejeli. Dejstvo pa je, da smo malo obnovili principe, osvežili ekipo, tako da verjamem, da smo naredili dobro delo. Liga je letos izjemno izenačena, zato je vsaka tekma in vsaka točka še toliko bolj pomembna. Razlike so med vsemi ekipami zelo majhne, če pogledamo lestvico, tako da je to bolj kozmetične narave, sama lestvica v tem trenutku ali pa v tem obdobju. V vsakem primeru pa proti Olimpiji pričakujejo trdo tekmo, v kateri bo potrebno. Bo treba biti zelo, zelo skoncentriran, v kateri bo treba biti na zelo, zelo visokem tekmovalnem nivoju. Dejstvo je, da igramo doma. Kar pa je za Muraše zagotovo prednost. Želimo poiskati čim boljše svoje stvari in vsiliti nasprotniku, razkriti nasprotnikove slabosti, tako da mislim, da je naše domače igrišče največja prednost. V taboru črno-belih pa imajo v zadnjih tednih obilico težav s poškodbami nogometašev. Za dvoboj je Šturm zaradi kartona ne more igrati in Lovrič in Kozar sta v tem jutrišnjem dvoboju izven kadra. Verjamem, da se še ne bo kdo pojavil. A črno-beli si želijo tekmovalnosti. Jo, vedno želimo biti tekmovalni, tudi če ne igramo lih najboljše, probamo iztržiti remi ali pa vseeno priti do zmage, tako da nikoli se ne želimo izgubiti in zato tudi igramo na igrišču. Kot pravijo, Muraši si želijo biti vedno boljši v obrambi in nenehno delati korake naprej v tej smeri. Revizija Računskega sodišča je razkrila vrsto nepravilnosti pri poslovanju javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci. Direktor Ceropa Franc Cipot se ne strinja z očitki o netransparentnem zaračunavanju gospodarske javne službe in temu, da bi vključevanje neupravičenih stroškov vplivalo na višino zneska, ki ga uporabniki mesečno plačujejo. Kot pravi, z ocene storitev v naši regiji še vedno najnižje. Zakaj so najnižje? Ravno zaradi tega, ker je podjetje se usmerilo tudi v del tržne dejavnosti, tako imenovanih posebnih dejavnosti, kjer smo intenzivno pristopili k
torej sortiranju odpadkov za embalažne družbe, potem k torej predelavi kompostov oziroma bioloških odpadkov v komposte in pa predelavi torej blata iz čistilnih naprav. Vse to je prineslo neki pozitivni rezultat, ki smo ga torej namenili za to, da smo pokrivali razliko pri javni službi. Torej cena javne službe ni pokrivala stroškov, zato smo del presežka iz teh posebnih dejavnosti namenili za pokrivanje torej te cene. Tako je cena javne storitve ostala izjemno nizka oziroma najnižja v Sloveniji. Razliko od tega pa smo namenili za razvoj podjetja. No in tu je zdaj temelj torej spora, ali bi tudi ta del torej morali nameniti za znižanje cene. Današnji dan nam je prinesel nekaj kapelj dežja, v naslednjih dneh pa bo jasno tudi sončno vreme. Temperature pa okrog 6 stopinj, jutranje tudi do -5 stopinj Celzija. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sprva deževen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti, Lendavi in Radencih izmerili 7 stopinj, v Krajnskem parku Goričko pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru -1 stopinjo, čez dan pa okoli 6 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, veter bo ponehal. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj med -5 in -2 stopinji, čez dan pa okrog 6 stopinj Celzija. Vse to smo vam danes pripravili v Pomorskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Hvala, da ste bili danes z nami, v našo družbo vabljeni tudi prihodnjič. Nasvidenje.